Drugi dvoboj prvakov v 2 dnevih in druga zmaga slovenskega prvaka, tokrat proti slovaškem prvaku Trenčinu 1:0. Celoten delovni dan v Beleku je bil zelo pester. Za osmoljenca tekme s Sarajevom Denisa Šmeja se je začel zelo boleče z uravnavanjem zlomljenega nosu. Ko sem prišel v bolnico, je doktor je naravnal nos, tako da ga je v bistvu nekako kontra zlomil, ne? Je vse pokalo, take neprijetni zvoki so bili. Ampak potem, to je še šlo nekako, ampak potem, ko bi je pa čistil dihalne poti, ko bi je pa dejansko tako privzdignil še vse enkrat navzgor, je pa tisto je v svoji pa kar solze pritekle. Ob Šmeju Kruno Jurčič za dvoboj s Trenčinom ni mogel razpolagati še z lažje poškodovanima Rahmanovićem in Bajdetom ter obolelim Celarjem. Več minut je dobila 11-terica z drugega polčasa proti Sarajevu. V izenačeni tekmi so bili slovenski prvaki v prvem polčasu nevarni s hitrimi prehodi v napad. V 16. minuti se ni šlo Santiju. Naslednji poskus po globinski podaji Mertlja Mendiju, ki pa je bil nenatančen. Slovaki so zapretili prek hitrega Nizozemca Van Kessla, toda njegova podaja v sredino je bila premočna. Ob koncu polčasa pa nov poskus Santija, tokrat mimo gola. Podobno enakovredna tekma je bila tudi v drugem polčasu. Zabeležili smo le nekaj poskusov od daleč. Pri Mariboru Ahmedi, za Trenčin pa Nigerijec Madu. In ko je že vse kazalo, da se bo končalo z derbijevskih 0:0, je na sceno stopila trojica Kapha, Ibrahimi in Tavares ter poskrbela za nadaljevanje zmagovitega niza. Prvič v teh pripravah tudi brez sprejetega gola. Ja, za obrambne, za golmane, za nas od zadaj je vsaka taka mala stvar pomembna. In se pravim, celotna tekma dobra in se mi zdi, da bo po analizi kar veliko lepih stvari za trenerje. Naslednja preizkušnja je na sporedu v petek, nasprotnik pa bo danski prvoligaš Esbjerg.